Tako, še enkrat lep pozdrav, pozdravljeni na informativnem dnevu za magistrski študij druge stopnje na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Jaz sem Miha Bejek in bom povezoval in moderiral na koncu tudi vprašanja na tem dogodku. Z mano pa so na povezavi tudi skrbniki študijev in prodekan ter študenti, ki bodo predstavili svoje izkušnje s študijem. Za začetek nekaj čisto tehničnih navodil. Se pravi, dogodek poteka na Zoomu. Predlagam, da vsi, ko ne govorite, imate izključene mikrofone, prav tako kamere, načeloma ni potrebe, da so vključene. Dogodek tudi snemamo, zato da bo na voljo tudi kasneje za zainteresirane, tako da tudi kasneje, ko bo čas za vprašanja, vkolikor želite in se strinjate s tem, da se vaša slika pojavi tudi kasneje v videu, lahko imate video vključen, sicer pa lahko brez videa, tudi ime, ki si ga nastavite spodaj, ne bomo zahtevali, kakšno mora biti. Druga stvar, vprašanja lahko že sproti postavljate na platformi Slido. Tukaj na tem PowerPointu je tudi navedena številka tele seje, v kateri lahko zastavljate vprašanja že sproti in jih bomo odgovorili na koncu. V primeru kakšnih težav, če imate težave, morda da bi vas ven iz Zooma metalo, dogodek tudi streamamo na YouTubeu. Povezava je pa v tisti novici na spletni strani, kjer je bila objavljena tudi, oziroma je objavljena povezava do te Zoom seje. Tako da tisto je recimo neka rezervna možnost, če se karkoli takega zgodi. To je na kratko to, kar se tiče teh tehnikalij. Mogoče samo o strukturi. Za začetek bo nekaj uvodnih besed o študiju magistrskem na Fakulteti za računalništvo povedal naš prodekan za študijske zadeve, Gašper Fijavž. Kasneje bodo pa potem skrbniki posameznih študijskih programov predstavili te študijske programe. Po koncu bomo predstavili še tiste osnovne vpisne pogoje ter dali besedo dvema študentoma magistrskega programa, da poveste še svoje izkušnje in na koncu, kot sem že napovedal, so še vprašanja z vaše strani in vse, kar vas zanima. Za začetek pa zdaj nas boste spoznali sproti med tem dogodkom, poimensko, pa tudi na katerem študijskem programu kdo dela. Vas zaenkrat vidim je okoli 140 oziroma nekaj manj, ker smo tudi mi zraven, ampak 140 v tej seji. Zato bom vas prosil za eno kratko anketo. Kar nas zanima, sta dve stvari in prva je, se pravi, kaj je tisto, katera fakulteta je, ki jo obiskujete sedaj na prvi stopnji oziroma ste jo že zaključili. Tako da anketo sem zdaj objavil, samo toliko, da dobimo malo občutka, odkot imamo vse obiskovalce in na koncu je to recimo pomembno tudi, ko govorimo o vpisnih pogojih, da vidimo. Tako, hvala vsem, ki glasujete. Pustimo še nekaj sekund tole anketo, da vsi odgovorite. Tako, najlepša hvala. Bom objavil še rezultate, tako da bo vidno. Se pravi, večina vas je na prvi stopnji s FRIA, 97, ki ste glasovali, 10 z Fakultete za elektrotehniko, 4 z Fakultete za matematiko in fiziko, 2 z FERIA iz Maribora, 1 iz FAMNITA z Univerze na Primorskem, še 2 z drugih naravoslovno-tehniških fakultet, pa 3 z nekega družboslovnega področja, 2 pa tudi drugo. Tako da hvala za tole anketo. Sedaj vas bom pa prosil še za drugo anketo. Ta pa v bistvu govori o tem, za katere študijske programe na Fakulteti za računalništvo se zanimate. Verjetno imate vsaj nekateri že idejo, kam vas vleče, lahko pa odkljukate tudi več možnosti, vkolikor je več programov, ki vas zanima. Tako, bomo počakali še malenkost.
Tako, mislim, da kdor je želel glasovati, je glasoval. Takole še delim rezultate za vse. Se pravi, za večina je takih, ki se zanimate za program računalništva in informatika, ki ima seveda tudi največ vpisnih mest. Sledi podatkovne vede, nato pa multimedija, računalništvo in matematika oziroma kognitivna znanost je v bistvu tudi kar nekaj interesa, 24 takih, pa 10 za uporabno statistiko. Hvala za te odgovore. Bomo lahko tudi na podlagi tega mogoče bolj točno odgovorili ali pa se posvetili mogoče kakšni temi malo bolj podrobno. Sedaj pa predajam besedo prodekanu Gašperju Fijavžu, da v bistvu pove več o tem, zakaj študirati na magistrski stopnji na FRI. Izvoli, Gašper. Miha, hvala. Dober dan, pozdravljeni vsi. Ne glede na to, za kater študijski program, za katero študijsko smer se zanimate, ne glede na to, od kod prihajate. Tako da, če bom zdajle mogoče kakšno besedo povedal, ki je bolj usmerjena na računalničarje, ki se zanimajo za študij računalništva, ne mi zameriti, vseeno je največ takšnih med vami. Na nek način vas moramo prepričati ali pa pregovoriti, da je nadaljevanje študija pomembno, da je nadaljevanje študija možnost, ki je za vas v vaši nadaljnji karieri dobra, ustrezna. Zdaj, študij računalništva se mogoče malo razlikuje od študija elektrotehnike, od študija strojništva. Računalništvo ni reguliran poklic. Če hočete delati kot projektant strojnih inštalacij, vam mora inženirska zbornica dati štempelj. In inženirska zbornica vam bo dala štempelj, če boste naredili drugo stopnjo na fakulteti za strojništvo, recimo. Računalništvo je v tem smislu precej bolj liberalno. Računalniška znanja vi lahko nabirate na fakulteti, računalniška znanja lahko nabirate pa tudi kje drugje. Nekateri med vami boste rekli po prvi stopnji, jaz bom pa šel v službo, pa se bom usmeril v delo z nekimi konkretnimi tehnologijami, dobil ustrezne certifikate in delal na takšnem področju. Magistrski študij računalništva je pa komplementaren temu. Vi boste na magistrskem študiju računalništva poglobili vaša temeljna znanja. Vi boste dobili tista znanja, da boste lahko razvijali tehnologijo celo vašo kariero. Vi boste na magistrskem študiju računalništva, pa dobro, tudi multimedije, tudi računalništva in matematike, dobili tesen stik z raziskovalci, ki delujejo na fakultetah. Lahko se boste usmerili v tista področja, ki vas posebej zanimajo. Vsi ti programi so zelo, zelo bogati z izbirnimi vsebinami in že zelo kmalu boste dobili tesne stike z pedagogi, raziskovalci, ki delujejo točno na tistih področjih, ki vas zelo, zelo pritegnejo. Magistrsko delo, ki ga boste izdelovali na tem študiju, bo ena taka zelo poglobljena zadeva, kjer boste se dotikali že state of the art, najnaprednejših tehnologij, znanj, kjer boste lahko, če bo to vaša želja, že popraskali v raziskovalno delo, kjer vas bomo lahko že usmerili v neke mednarodne raziskovalne projekte. Mogoče bi povedal na tem mestu še eno anekdoto. Pred časom so prišli predstavniki nekega podjetja na fakulteto in smo se pogovarjali o tem, kakšne kadre potrebujejo pri njihovem razvoju, kakšne računalniške kadre. In njihov odgovor je bil ta, da delati z računalniki, programirati računalnike
znajo marsikakšni profili, matematiki, fiziki, elektrotehniki, tudi računalničarji, ampak če hočemo pri nas v firmi, če citiram, skrbeti za celoten življenjski cikel nekega projekta, je treba ta produkt dobro zasnovati, je treba organizacijo izvedbe dobro postaviti, je treba dokumentacijsko podporo dobro izdelati, je treba poskrbeti, da se bo dalo to zadevo nadgrajevati in zato potrebujemo nekoga, ki zna računalništvo ne samo na prvi stopnji. V redu, v nadaljevanju te predstavitve vam bomo predstavili 5 študijskih programov, tukaj je v resnici navedenih 6 vrstic, ta prvi 2 sta v resnici smeri enega samega študijskega programa, torej računalništvo in informatika, podatkovne vede, ki jo izvajamo izključno na Fakulteti za računalništvo in informatiko, potem bodo pa sledile še predstavitve interdisciplinarnih študijskih programov, multimedijo, ki izvajamo skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in matematiko, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, in pa še kognitivna znanost in uporabna statistika, ki sta študijska programa, ki jo izvajamo v nekem takem širšem konzorciju fakultet z Univerze v Ljubljani. Jaz bi zdaj najprej prosil kolega Mateja Kristana, skrbnika programa računalništva in informatika za nekaj besed. Hvala. Hvala, Gašper. Lep pozdrav vsem. Torej, tako kot je Gašper rekel, naš matični največji program je računalništvo in informatika in ta program se veji v 2 smeri. Prva smer je računalništvo informatika, druga smer so podatkovne vede in ta moment bom govoril o tej smeri računalništva in informatika. Sprav, to je največja smer na drugi stopnji, ki jo izvajamo na FRIU, imamo 72 vpisnih mest. Namenjena pa je vsem, ki ste do zdaj usvojili neka osnovna znanja z področja računalništva in informatike in bi zdaj radi ta znanja nadgradili, predvsem pa jih poglobili v nekih specifičnih podpodročjih računalništva in informatike. In v tem smislu je temu sledi tudi struktura programa oziroma te smeri. Torej, na celi smeri imate v prvem letniku zgolj en obvezni predmet, to je matematika, potem pa se v sklopu izbirnosti oziroma usmerjene izbirnosti odločite za 2 modula. Moduli so sestavljeni iz fiksnih predmetov, vsak modul so 4 predmeti in prek teh modulov se fokusirate v neko specifično podpodročje računalništva in informatike. Hkrati vam pa program omogoča, da izbirate tudi preko modulov in širše na celi univerzi predmete, s katerimi si dodatno obogatite znanje. Po eni strani lahko pridobite neka dodatna predznanja, ki vam prav pridajo v modulu, ki ga izberete recimo v drugem letniku, ali pa si izberete iz nekega dodatnega modula nek dodaten predmet, s čimer si malo razširite svoj horizont na področju računalništva in informatike. No in na koncu seveda sledi magistrsko delo, ki obsega kar velik del tega študija. Približen ekvivalent 4 predmetov je magistrsko delo in skozi to delo se pa specializirate v neko specifično temo na področju računalništva in informatike in pač izkoristite potencial naše fakultete, da sodelujete z strokovnjaki, nekaterimi vrhunskimi strokovnjaki z področja računalništva in informatike. Torej na programu sem rekel, imamo oziroma na smeri imamo 72 vpisnih mest. Letno se prijavi več, kot je razpisanih mest in zato izvedemo izbirni izpit, tako da v začetku septembra se izvede izbirni izpit, potem pa na podlagi rezultatov tega izbirnega izpita in pa vaše povprečne ocene na dodiplomskem študiju, s tem dobite oceno, na podlagi tega se rangirajo vsi prijavljeni študente in potem je to
sistem za izbiro oziroma za zapolnjevanje teh 72 vpisnih mest. Mogoče samo, da par besed rečem še o modulih. Tukaj imamo na tem slajdu primer modulov. Na programu ponujamo 7 modulov, to so na nek način zaključeni ali pa fokusirani tematski sklopi 4 predmetov. In recimo, če vas zanima eno specifično področje, si lahko izberete 2 modula, ki sta bliže tistem specifičnem področju, lahko pa kombinirate, lahko postanete medijski tehnolog z znanjem, poglobljenim znanjem iz omrežij in varnosti, recimo. V tem primeru izberete taka 2 modula in ste v bistvu se začeli osredotočati v neka 2 relativno ločena podpodročja računalniške informatike. In pač vse kombinacije so dovoljene. Če gremo naprej. Ena posebnost smeri računalništva informatika je dvojna diploma. Z dvojno diplomo ponujamo neko internacionalno dimenzijo našim magistrom. Dvojno diplomo izvajamo v sodelovanju z Tehniško univerzo v Gradcu. Na tej različici smeri je zgolj 10 vpisnih mest. Zdaj, če se odločite za dvojno diplomo, v končni fazi to pomeni, da pridobite diplomo, ki se prizna na Univerzi v Ljubljani in pa še diplomo, ki se prizna na Tehniški univerzi v Gradcu. Se pravi, nekoliko več se prizna, kar pomeni, da je treba tudi nekoliko več dela vložiti v to. Pomeni, da morate opraviti neke dodatne obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk. Tipično bi v drugem letniku, prvem semestru drugega letnika, bi šli za en semester na Tehniško univerzo v Gradcu. Tam izberete predmete, s katerimi si dopolnite vaša znanja. Se pravi, dobite možnost poslušati predmete iz tematik, ki mogoče niso močno pokrite na naši fakulteti. Poleg tega pa dobite možnost komunikacije, strokovne komunikacije v angleškem jeziku, malo razširite si svojo mrežo poznanstev in dobite eno tako mednarodno izkušnjo. No, medtem ko greste na Tehniško univerzo v Gradcu, si morate tam izbrati tudi mentorja. Mentorja si izberete tudi na Freeu. Skupaj izoblikujete temo za magistrsko nalogo in potem magistrsko nalogo napišete v angleškem jeziku in jo potem zagovarjate pri nas, pa se pa magisterij prizna na obeh fakultetah, na obeh univerzah. Ok. To je vse z moje strani. Gremo lahko na naslednji slajd. Ok, potem zdaj predajam besedo Eriku Štrumblu. Živjo, a se slišimo? Slišimo se, Erik. Super. Hvala, Matej. Jaz sem Erik Štrumbelj, tukaj sem predvsem v vlogi koordinatorja smeri podatkovne vede, na katerem tudi izvajam kar nekaj predmetov. Kaj je smer podatkovne vede? Zdaj, Matej je že povedal, da je to v bistvu ena izmed 2 smeri magistrskega programa računalništva in informatika, tako da formalno gledano je postopek enak. Torej imamo izbirni izpit, 40% je uspešnost na dodiplomskem študiju, 60% rezultat izbirnega izpita. Edina razlika je, da se mesta obravnavajo posebej za podatkovne vede, na voljo 18 vpisnih mest za slovenske študente in 8 vpisnih mest za tujce. Za koga je ta smer podatkovne vede? Smer je predvsem za tiste študente, ki jih zanima statistika, matematika, analiza podatkov, strojno učenje, znanost. Študente, ki prihajajo predvsem iz tehničnih in naravoslovnih ved, so pripravljeni sprejeti izziv nekoliko težje smeri in v zameno dobiti recimo temu nekoliko drugačno izobrazbo in tudi priložnost dela v manjših skupinah. Če vas zanima kaj več o samem predmetniku, si lahko to pogledate na spletni strani datascience.free.uni.cl.si.
ali pa postavite vprašanje tu, pa bom poskušal kar se da dobro odgovoriti. Izpostavil bi par stvari. Ena je, da je v tem predmetniku v primerjavi z računalništvom informatike nekoliko manj izbirnosti. Študent izbira samo en modul, ima pa 6 obveznih predmetov v prvem letniku in 2 obvezna predmeta v drugem letniku in usmerjeno izbiro iz nabora predmetov širšega področja podatkovnih ved. Če gremo lahko na naslednji slajd, poudaril bi, da bomo danes dokaj kmalu imeli še tako imenovani Q&A z našimi študenti, ki bo v angleščini. To sem pozabil omeniti, da je celotna smer se izvede tudi v angleškem oziroma samo v angleškem jeziku. Torej vsi tisti, ki imate kakšno vprašanja in bi radi, da na njih odgovorijo tudi trenutni študenti te smeri, se prijavite in oglasite pol 6. Tam bom tudi jaz in vam bom odgovarjal na začetku prvih 15-20 minut na vprašanja, morebitna vprašanja v povezavi s samim predmetnikom, programom, preden predam besedo študentom. Tako da to bi bilo v bistvu iz moje strani vse. Dodal bi samo še, da sem zelo vesel, da vas je kar 41 takih, da vas zanima ta smer. To me res zelo veseli. Tako da upam, da se vsi tudi vidimo potem na izbirnem izpitu in kasneje na samem študiju. Sedaj bi pa predal besedo Matiji. Hvala. Ja, živjo. Hvala za besedo. Torej, moje ime je Matija Marolt in sem skrbnik študijskega programa Multimedia. To je prvi interdisciplinarni program, ki ga danes predstavljamo in je program, ki ga izvajamo skupaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Fakulteti za elektrotehniko. Torej, študenti približno pol predmetov poslušajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko in približno pol na Fakulteti za elektrotehniko. Se pravi, študijski program Multimedia jasno je po svoje nadaljevanje prvostopenjskega programa z enakim imenom Multimedia, ampak poudaril bi na tem mestu, da je lahko namenjen tudi vsem drugim študentom, sicer primarno bolj tehničnih ved, ki jih to področje bolj podrobno zanima, se pravi, ki bi se radi na drugi stopnji bolj fokusirali na multimedijo in vse, kar pač program ponuja z tega področja, o čemer bom še v nadaljevanju malo povedal. Zdaj, sam program je strukturiran jasno v 2 letnikih. V prvem letniku je 6 obveznih predmetov, ostalo lahko izbirate. V drugem letniku so pa praktično vse vsebine izbirne v 2 modulih, ki jih bom pozneje predstavil, in pa velik del, podobno kot na študiju računalništva in informatike, predstavlja tudi magistrsko delo, približno v okviru 4 predmetov. Sam program ima 30 vpisnih mest, kolikor je prijav več, je enako kot pri ostalih programih, sledi izbirni izpit in so študenti izbrani glede na dosežke na izpitu in povprečno oceno. Tako, zdaj pa če gremo lahko naprej. Evo, zdaj multimedia sama po sebi seveda zelo širok pojem, tako da morda je fino povedati, na čem daje sam program poudarka. Zdaj, to je dejansko študijski program 2 tehničnih fakultet, tako da to ni program, kjer ima zelo velik poudarek na neki produkciji multimedijskih vsebin, snemanju in podobnih tematikah, ampak dejansko obdeluje multimedijo bolj z nekega, rečemo, tehničnega vidika. Lahko pa bi same vsebine nekako strnili v 3 sklope. En se ukvarja dejansko z samimi multimedijskimi vsebinami, tukaj imamo tudi neke produkcije, pa obdelave vsebin, iskanja, indeksiranja in vseh stvari, ki so povezani z samimi vsebinami. Potem imamo del predmetov, ki so bolj sistemske narave, se pravi, govorimo o multimedijskih sistemih, prenosih signalov in podobnih tematikah. In pa precej močen sklop je posvečen tudi samim uporabnikom, se pravi, kako načrtovati uporabniško izkušnjo, kako zagotavljati neko varnost, trženje in podobne tematike. Tako da za vse študente, kot sem že prej rekel, ne nujno samo prve stopnje multimedije, ampak tudi prve stopnje računalništva, elektrotehnike ali matematike ali kakršnekoli drugih, bom rekel, bolj tehnično usmerjenih študijev, ki jih zanimajo tovrstne vsebine, mislim, da je multimedija vredna razmisleka kot program.
Zdaj, če si pogledamo, kako se te vsebine potem naprej preslikajo še v same izbirne predmete, v prvem letniku pač lahko študenti prosto izbirajo predmete, tukaj imamo pač naštete, ne bom jih vseh bral, ampak lahko se dejansko sfokusirajo v določene tematike, ki jih zanimajo dokaj široko. V drugem letniku pa so te vsebine na voljo v dveh modulih, en je bolj uporabniško usmerjen, drug je pa bolj sistemsko usmerjen, tako da tukaj se pa pač študenti odločijo, kjer fokus jih bolj zanima. Del izbirnosti je seveda tudi prosta izbirnost, kar pomeni, da se vsebine zbirajo prosto po celi univerzi. Hkrati so pa tukaj na voljo tudi precej kreditov, ki temeljijo na projektnem delu. Tukaj imamo predmet interdisciplinarni projekti, kjer študenti lahko delajo v projektnih skupinah skupaj z drugimi študenti, recimo umetniških akademij ali pa še kakšnih drugih fakultet, na zanimivih projektih oziroma tudi predmeti, kot so obštudijska strokovna dejavnost 1 in 2, kjer ravno tako lahko neko delo na raziskovalnih ali pa podobnih projektih uveljavljate kot kredite. Tako, toliko sama vprašanja o programu, pa seveda sledijo na koncu, tako kot vsa druga vprašanja, tako da toliko z moje strani. Zdaj bi predal besedo nazaj Mateju, ki bo predstavil naslednji program. Hvala, Matija. Torej, naslednji interdisciplinarni program, ki ga soizvajamo na FRIU, je računalništvo in matematika. Ta program soizvajamo s Fakulteto za matematiko in fiziko. Program je namenjen tistim, ki ste ustvarili osnove računalništva, pa bi radi te osnove nadgradili z matematičnimi orodji in pa teorijo, oziroma poglobili neke dele računalniškega znanja in osvetlili s strani matematike. In obratno, primeren je za tiste matematike, ki ste si ustvarili matematična znanja, pa jih želite nadgraditi z računalniškimi znanji, zdaj ali zaradi vaše specializacije, ali pa poklicnih želja, ki jih imate, ali pa preprosto zaradi tega, ker bi radi te stvari, ker lahko z računalniškimi znanji precej veliko matematike dodatno raziščete. Zdaj ta program, ker se izvaja na dveh fakultetah, je tako strukturiran, da tudi izberete predmete iz FRIA pa iz FMF-ja. Na programu imate zgolj 2 obvezna predmeta, potem pa spet velik del dela je magistrsko delo na koncu, s katerim potem zaključite vaše izobraževanje na tem programu, zdaj ali pod mentorstvom mentorja iz FRIA ali pa iz FMF-ja tipično. Na tem programu imamo 33 vpisnih mest in enako kot pri ostalih programih se v primeru večjega vpisa, kot je vpisnih mest, izvede izbirni izpit septembra in potem se spet zgodi rangiranje na podlagi rezultatov izpita in pa povprečne ocene. Če gremo na naslednji slajd. No, naslednji interdisciplinarni magistrski program, ki ga soizvajamo, je kognitivna znanost in to je najbolj interdisciplinarni program, v katerega smo vključeni. V ta program je poleg naše fakultete vključena še medicinska fakulteta, filozofska fakulteta, pedagoška fakulteta in pa konzorcij tujih univerz na Dunaju, Bratislavi in Budimpešti. Zdaj, ta program Kognitivna znanost je namenjen vsem, ki bi se radi šolali za ali raziskovalce na področju kognitivnih znanosti, oziroma strokovnjake, ki so sposobni delovati v izrazito interdisciplinarnih timih in pa interdisciplinarnih projektih. Torej, predmetnik je zaradi obsežne interdisciplinarnosti je tako strukturiran, da je nekoliko več obveznih predmetov,
Imate tudi izbirne predmete, kar je pa posebno zanimivo pri tem programu, je pa to, da morate obvezno en semester opraviti v tujini na eni od tujih partnerskih univerz. Na tem programu imamo 27 vpisnih mest in vkolikor je vpis, interes presežen, potem se spet izvede izbirni izpit in rangiranje, tako kot pri ostalih programih. Zdaj, ta program se matično izvaja na pedagoški fakulteti, zaradi tega, če gremo na naslednjo prosojnico, zaradi tega vas za več informacij naslavljam na informativne dneve kognitivne znanosti, ki se bodo izvedli na pedagoški fakulteti. Na spodnji povezavi imate objavljenih več informacij, trenutno je pa informativni dan predviden za 15.6. ob 16. Tako da to je vse z moje strani. Zdaj pa predajam besedo Juretu Žabkarju. Hvala, Matej. Lep pozdrav. Za tiste, ki vas zanima uporabna statistika, to je interdisciplinarni magistrski študij, na katerem imamo prostora za 20 študentov, 20 vpisnih mest je. Komu je ta študij namenjen? Predvsem tistim, ki bi radi statistiko naštudirali bolj z te uporabne plati. To se pravi, ta program bo nekako usposabljal za upravljanje statističnega dela na zelo različnih področjih v praksi. Se pravi, kako se načrtuje raziskavo, kako se dela s podatki, kako se ustrezno metodologijo izbere, kako se interpretira rezultate, kako se dela vizualizacije in tako naprej. Zdaj, tukaj je napisanih tehle 7 modulov z tega študija. Enega od teh modulov boste zbrali, tistega, ki vas najbolj zanima, in potem se boste tam poglobili. Se pravi, poleg nekih splošnih predmetov, ki jih študij ponuja, imate potem v okviru teh 7 modulov še neke izbirne predmete, ki poglobijo znanja na tistem področju, ki ga modul naslavlja. Zdaj, po teh imenih že mogoče malo vidite približno v katero smer kakšen modul gre. Biostatistika se ukvarja v glavnem s temi, recimo z genetskimi podatki, pa s takimi stvarmi, ki so danes zelo zanimive. Družboslovna statistika pač spet proučuje oziroma analizira podatke, ki jih dobite iz interakcij med ljudmi. Skratka, tega je tudi danes veliko, glede na to, da imamo polno teh družabnih omrežij in tako naprej, kjer se zbira ogromna količina podatkov in kako te podatke obdelati, kako iz teh podatkov neke zanimive vzorce pridobiti, kaj sklepati iz njih in tako naprej, se boste lahko tudi tukaj naučili. No, ne bi zdaj bili vsakega modula posebej seciral, skratka, tole je nekako to. Zdaj, informativni dan za uporabno statistiko je pravzaprav že bil predvčerajšnji. Tako da zdaj vas težko napotim tja v živo, lahko vas pa napotim na posnetek, ki je bil narejen. Skratka, ta informativni dan si lahko pogledate na posnetku, povezava bo pa objavljena zdajle verjetno kar v chatu, bi lepo prosil Mihata. Tudi spletna stran v tem študiju obstaja. Damo še to verjetno kar zdajle tja.
Tako da, ja, toliko o študiju uporabna statistika. Če bodo kakšna vprašanja, sem pa pol tudi na voljo. Tako da hvala, zdaj pa predajam besedo Vesni. Najlepša hvala, Jure. Moje ime je Vesna Grašner, sem vodja mednarodne pisarne in tudi vodja oziroma koordinator mednarodnih izmenjav. Na kratko vam bom predstavila, kakšne možnosti imate študenti magistrskega študija, kam lahko odidete, če se lahko vključite, če so v šoli. Se pravi, ena ključnih mrež je Erasmus mreža, preko kateri lahko greste opravljati ali prakso ali študij, lahko pišete tudi magistrsko delo. Seveda imamo poleg vseh različnih Erasmus bilateral sklenjen tudi sodelovanje z drugimi univerzami in so različne mreže, ki nudijo štipendije tudi izven Erasmusa. Zakaj pa bi nek študent seveda se vključil v takšno izmenjavo? Ker je v bistvu to neka dodatna priložnost za vaš osebnostni razvoj, za vaš karierni razvoj. Je neka dodana vrednost, ko odidete v tujino, imate tam na voljo neke druge predmete, ki jih pri nas ni. In je to neka dodana vrednost k vašem predmetniku, k vašemu CV-ju. Seveda pa je to tudi neko samostojno življenje v tujini, neka izkušnja posebna, ki jo kar tako ne boste pridobili in zato mogoče zanimivo, da se v kaj takšne vključite. Poleg izmenjav vam nudimo tudi različna praktična usposabljanja. Zdaj, eno je v okviru JRC sodelovanja in odhod v ISPRO. To pomeni, da gre za 5 mesecev plačane prakse. Trenutno imamo enega študenta v JRC-ju. To pomeni, da greste tja, sodelujete z njihovimi raziskovalci, prejmete za to plačilo. Je to neka dobra priložnost za mogoče nadaljevanje tudi kasneje, če razmišljate o doktorskem študiju, ker JRC ponuja tudi zaposlitev skupaj z nami, seveda. Je to neka odstopna točka mogoče za nadaljevanje tistega. Zdaj, več informacij o tem najdete na spletni strani, ker imate tudi zapisane kontakte profesorjev, ki koordinirata oziroma vodita te dve področji, se pravi področji zasebnosti in varnosti mobilnih aplikacij ter varnosti IoT, in lahko jih tudi sami kontaktirate glede tega. Kar se pa tiče drugih zadev v okviru izmenjav in mednarodnih zadev, lahko napošljete e-mail na International Office, pa vam bomo odgovorili glede tega. Sicer pa Erasmus plus razpis običajno izhaja nekje v novembru in se prijavljate za naslednje študijsko leto, kar pomeni, da se novembra prijavite in greste potem, recimo novembra 2021 se prijavite in odidete v tujino z naslednjim študijskim letom 2022 in 2023. Pri čemer je pri praksah malo drugače. Če bo razpis v jeseni, to pomeni, da se prijavite letošnje leto, odidete pa lahko v koledarskem letu, kar pomeni od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022. V tem je namreč razlika pri teh dveh zadevah. To je bilo z moje strani vse. Če imate pa kakšno vprašanje, pa vam lahko tudi na koncu še odgovorim. Zdaj pa predajam besedo Gašperju. Hvala, Vesna. Pozdravljeni znova. Če sem na začetku samem povedal, da v računalništvu ta magistrski študij ni nujno potreben za delo na tem strokovnem področju, je pa gotovo, če želite nadaljevati v smeri 3. stopnje, v smeri doktorskega izobraževanja, doktorata, potrebno zaključiti drugostopenjski študij. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko sodelujemo v 2 doktorskih študijskih programih, najprej en matični program računalništvo in informatika in pa tudi program bioznanosti, ki je spet nekako konzorcijsko usmerjen, pri katerem sodeluje več fakultet z Ljubljanske univerze. Zdaj, uspešnim magistrantom, tistim, ki bi se odločili za potem doktorski študij, seveda nudimo nekaj možnosti kariernih poti tudi na
na sami fakulteti. Vsako leto je na voljo nekaj mest raziskovalcev, nekaj mest asistentov. Torej, če vas zanima poučevanje, če vas zanima raziskovanje in ste pri tem uspešni, dobri, potem bomo zelo, zelo veseli, če se nam pridružite. Posebej v zadnjih letih želimo dobiti kandidatke in kandidate, ki združujejo oboje, ki so pripravljeni delno se posvetiti raziskovanju in samo delno potem predajati to svoje znanje mlajšim generacijam. Pa morda še nekaj tehnikalij o vpisu. Zdaj spet bom najprej en disclaimer povedal, tile podatki, ki jih imamo na tem slajdu, veljajo v resnici izključno za tiste programe, ki jih koordiniramo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, torej za smer računalništvo in informatika, za smer podatkovne vede in pa za študijski program multimedija. Za študijski program računalništvo in matematika, pa za kognitivno znanost, pa za uporabno statistiko so ti datumi zelo, zelo, zelo podobni, ampak včasih se za kakšen dan zadeva razlikuje. Torej, konkretno na računalništvu in matematiki je rok za prijavo isti, ampak rok za diplomiranje je pa kakšen dan kasneje. Torej, postopek prijava na vpis poteka izključno na EVŠ portalu. Za prijavo na naše magistrske študijske programe je treba se prijaviti do 31. avgusta 2021, pri čemer imate pa potem še pol septembra, natančneje do 15. septembra, možnost, da zaključite vaš prvostopenjski študij, torej da diplomirate. Ravno tako boste potem dokazila o diplomiranju posredovali preko tega istega portala EVŠ. Zdaj, v primeru, če pride do omejitve vpisa, če bo teh prijav preveč, bomo izvedli izbirni izpit. Ta izbirni izpit bo 10. septembra ob 4. popoldne. Se pa tukaj z vsemi temi sodelujočimi fakultetami skoordiniramo, da te izbirni izpiti, vkolikor so potrebni, seveda potekajo simultano. Torej, hkrati bi izvedli izbirni izpit za program računalništvo in informatika, za podatkovne vede, za multimedijo in tudi za računalništvo in matematiko. Torej, če bi se prijavili na več teh študijskih programov, bi v resnici pisali izbirni izpit enkrat samkrat, res pa, da bi bil mogoče malo bolj obsežen, kot če bi se prijavili na en sam študijski program z omejitvijo vpisa. Eno vprašanje je bilo na slajdu, ali je ta izbirni izpit nujno potreben, če je slučajno premajhno število prijav. Seveda ne. Če je število prijav manjše kot število vpisnih mest, ustreznega izbirnega izpita ne izvedemo. Mogoče si bom še eno minutko vzel. Magistrski študijski program ni akademski program, torej to ni raziskovalni program. To je toliko raziskovalni program, kot si ga boste vi želeli narediti. To je še zmeraj lahko strokovni program, napredujete v stroki in se izognete akademskim raziskovalnim temam. Ampak, če bi želeli sodelovati pri recimo temu naprednih raziskavah, lahko to storite in vas bomo z veseljem pograbili. Mogoče še ena malenkost o teh izbirnih izpitih. Izbirni izpiti naj bi testirali znanje, ne pa poznavanje tehnologij. Torej, če ste slučajno študent tehniške fakultete, ki ni računalniška fakulteta, pa imate veselje do računalništva, pa ste delali z računalniki, ste malo programirali, imate neko afiniteto, potem boste odličen kandidat za študij na magistrski stopnji računalništva. In pri izbirnem izpitu vas ne bomo spraševali kakšnega konkretnega programskega jezika, kakšne konkretne tehnologije, ampak
neko splošno znanje iz algoritmov, iz podatkovnih struktur, iz matematike, dobro, tudi nekaj iz hardvera, in ta katalog znanj in tudi konec koncev vzorci nalog so objavljeni na spletni strani na naši fakulteti. Torej, če greste poklikati do magistrskega študijskega programa, je predstavljen predmetnik, pogoji za vpis in potem tudi katalog znanj. Zdaj, morda še o vpisnem postopku, kako se razlikuje vpisni postopek na drugostopenjske študijske programe od vpisnega postopka na prvi stopnji. Vi se v resnici lahko prijavite na več fakultet in na vsaki fakulteti na več programov. In tukaj fakultete v resnici ne vemo čisto dobro. Konkretno, če se prijavite na študij računalništva in informatike in hkrati tudi na študij elektrotehnike na drugi stopnji, potem pri nas ne bomo vedeli za drugo prijavo na fakulteti za elektrotehniko in tam ne bojo vedeli za prijavo tukaj. Kar pomeni, da je malo težko povedati, koliko študentov odpade zaradi tega, ker so prišli pod črto na izbirnem izpitu. Nekateri izmed tistih, ki bi bili sprejeti, so se vzporedno že odločili za vpis na drugo fakulteto, nekateri, ki so pod črto, so potem povabljeni k vpisu tudi v prvem prijavnem roku. Mogoče še ta zadnja informacija, čez prst z neko povprečno oceno 8 in z nekim polovičnim dosežkom na tem izbirnem izpitu se nekako uspete vpisati tudi na ta naš najbolj popularen program računalništvo in informatika, saj sodeč po historičnih podatkih. Toliko ta trenutek od mene, jaz bi pa zdaj predal besedo kolegu Lojzetu Žustu, našemu bivšemu magistrskemu študentu. Hvala. Živjo, hvala za besedo. Jaz sem Lojze Žust, trenutno sem študent zdaj prvega letnika doktorskega študija tukaj na računalništvu in informatiki. Sem pa ravno lansko leto zaključil tudi magistrski študij, tako da imam še precej sveže v spominu to izkušnjo in bi jo rad tudi danes zdaj delil z vami. Mogoče omenil tudi kakšno stvar, ki jo jaz, ko sem se vpisal, nisem vedel in bo mogoče tudi komu od vas kaj pomagala. Zdaj mogoče najprej, zakaj sem se sploh vpisal na magistrski študij. Ob koncu prve stopnje se mi zdi, da sem imel tak osnoven pregled, se pravi nad tem področjem računalništva. Nekaj teh izbirnih predmetov me je pa še posebej navdušilo in želel sem iti v teh smereh še bolj v globino. Se pravi, mene osebno je še posebej zanimalo področje recimo strojnega učenja pa računalniškega vida, ampak tudi druga področja so zelo dobro zastopana v magistrskem študiju. Tako da ja, če imate, se pravi, nekako podobna pričakovanja, da bi radi razširili svoje znanje ali pa ga mogoče poglobili na določenih področjih, lahko potrdim, da je magistrski študij točno to. Se pravi, več tega, kar ste že navajeni, ampak nekako bolj v globino tudi. Mogoče še na kratko povem, se pravi, kako izgleda recimo magistrski študij, kako izgleda delo na magistrskem študiju v primerjavi z dodiplomskim študijem. Delo je zelo podobno, kot ste že navajeni. Pri vsakem predmetu so 3 ure na teden predavanja, potem 2 uri vaj. In tudi ocena je na zelo podoben način sestavljena iz 2 delov, tako kot na prvi stopnji. Mogoče ena taka razlika z dodiplomskim študijem je, da so vaje pri predmetih mogoče malo bolj praktično usmerjene, vsaj po mojih izkušnjah. Se pravi, da je veliko nekega individualnega dela v obliki raznih projektov pa seminarskih nalog. Meni je bilo to osebno zelo všeč, ker na koncu leta potem tudi nastane nek tak zaključen projekt, nekaj, na kar si ponosen in lahko pol tudi pokažeš drugim, recimo, ko iščeš službo.
kar se tiče težavnosti oziroma obremenitve, bi tudi rekel, da je magistrski študij nek tak naraven prehod iz dodiplomskega študija, se pravi, da ni nek tak bistven preskok. Seveda nivo je primerno višji, ampak je nekako logična nadgradnja tega, kar že poznate in ste navajeni. Tako da tudi časovno bi rekel, da nekako predstavlja zelo podobno obremenitev kot dodiplomski študij. Zdaj tukaj bi rad še toplo priporočil, da izkoristite tudi kakšne te obšolske priložnosti, ki jih imate na voljo med študijem in se lepo povezujejo s študijem. Se pravi, prek maila boste obveščeni o raznih priložnostih, recimo te PKP projekti in podobne zadeve, kjer se lahko vključite tudi v raziskovalno delo na FRIU. In na splošno, če vas kakšno področje še posebej zanima ali pa da vas kakšen predmet še posebej zagrabi in bi hoteli spoznati več, dajte kontaktirati profesorja ali pa asistente in povprašajte, če so kakšne možnosti za sodelovanje. Meni se zdi, da sem na tak način, se pravi prek takega sodelovanja, pridobil še najbolj dragocene izkušnje na magisteriju. Ok, mislim, da sem bil že kar dolg, tako da to je v bistvu to z moje strani. Upam, da vam bodo te informacije vsaj malo pomagale pri odločitvi. Če imate pa še kakšno vprašanje zame, pa lahko vprašate prek tiste platforme Slido, lahko me pa tudi kasneje kontaktirate prek drugih kanalov. Hvala. Živja, jaz sem pa Žana Juvan, sem študentka programa Multimedije na 2. stopnji. Trenutno sem v bistvu absolventka, glih zaključujem svoj magisterij. V bistvu, jaz sem se za študij na 2. stopnji odločila predvsem zato, ker sem nekako hotela nadgraditi vsa znanja, ki sem jih pridobila na 1. stopnji multimedije, kar definitivno sem v bistvu v vseh teh 3 letih. Zdaj, tako kot je že Marold povedal, v bistvu ta študij na 2. stopnji prav tako ful širok, imate ful veliko stvari, kar je za multimedijo načeloma dosti standardno in pa po mojem mnenju ful fino. Mogoče v primerjavi s 1. stopnjo je študij na 2. stopnji še malo bolj tehnično usmerjen. Definitivno je pa velik poudarek na praktičnih projektih in pa v bistvu samo razvoju različnih izdelkov na področjih, ki si jih izberete. Še ena stvar, ki se mi je zdela tudi fajn v primerjavi mogoče s 1. stopnjo, je bilo to, da imate vsi potem veliko večjo možnost izbire različnih predmetov in se pač res usmerite v tisto, kar vas malo bolj zanima. Zdaj, pri večini predmetov samo delo, tako kot sem že rekla, poteka projektno in pa v skupinah, kar omogoča nekako vsakmu, da si izbere tisto tematiko, ki ga mogoče malo bolj veseli ali pa želi nadgraditi kakšno znanje na to temo. In pa fino je, da se nekako malo povežete s kolegi, zdaj pač ali so to vaši sošolci, lahko so to pač študenti na FRI-ju, študenti na FEJU ali pa mogoče še iz kakšnih drugih fakultet. Tukaj bi pa definitivno priporočala vsem, da si izberete, če si še niste, v bistvu te 2 predmeta za obštudijske dejavnosti in pa interdisciplinarne projekte, ker res dobite eno tako dobro izkušnjo. V bistvu, ja, ena stvar, ki sem jo opazila, je tudi to, da predmeti v glavnem potekajo v angleščini, kar sicer mislim, da pri nas ni bil neki velik problem, vseh tistih mojih sošolcev in pa ostalih študentov, s katerimi sem se pogovarjala, pa nekako meni se zdi, da to tudi omogoča malo lažje spoznavanje samega izrazoslovja in pa tudi dobite še neko dodano vrednost sami zadevi. Zdaj, mogoče se ne bi preveč ponavljala, vse ostalo, tudi kar je Lojze povedal, nekako se aplicira tudi za multimedice.
Mogoče samo še to, da meni se zdi, da nekako ta študij še vedno dopušča dosti časa za neke dodatne obštudijske dejavnosti, ali take, ki jih ponujata obe fakulteti pa univerza, ali pa še kakšne dodatne projekte, ki so vam mogoče všeč ali pa vi želite delati. In pa seveda na obeh fakultetah obstajajo tudi različni laboratoriji, raziskovalne skupine in tako naprej, kamor se v bistvu lahko pridružite in še malo nadgradite vse to, kar ste že slišali na študiju ali pa bi si mogoče želeli, da bi še kaj več slišali. V glavnem, meni se zdi, da je bil tudi moja cela izkušnja iz multimedija ful dobra, tako da bi priporočala študij. Zdaj pa predajam besedo nazaj, mislim, da bodo zdaj vprašanja, tako da, če koga še kaj zanima, kar napišite. Najlepša hvala, Žana, hvala Lojze in hvala vsem skrbnikom študijev, ki ste predstavili posamezne programe. Sedaj, tako kot je že tudi Žana pravilno napovedala, je čas, da začnemo odgovarjati na tudi vprašanja, ki ste jih zastavili. Jaz mislim, da na precej vprašanj smo sicer že tudi slišali odgovore, ali pa vsaj nekako delne odgovore. Zdaj, glede na to, kar ste postavili na vprašanje, ki ste jih postavili na platformi Slido, je še vedno, mislim, da kar precej takih odprtih zadev glede samega vpisa in sicer nekaj še glede samih izbirnih izpitov. Zelo konkretno, se pravi, vidi se, da nekateri že veste, kam bi radi šli in vas skrbijo res te tehnikalije, ampak je prav zato, da tudi odgovorimo na nje. In sicer vprašanja so, se pravi, kdaj se izve ali izbirni izpit bo, kdaj se izvejo rezultati, tudi z vidika tega, če se prijavite na več programov, kdaj čakati. Mislim, da je nekdo izrazil ravno to skrb, da ne bo potem prepozen za vpis kam drugam. Vprašanje je bilo potem tudi, ali je možno izbirni izpit izboljšati za vpis naslednje leto, če enem letu ne uspete. Tako da pa seveda, kako bo izbirni izpit izveden v primeru nekih COVID situacij, karanten, bolezni, ali bo to možno izvesti. Jaz mislim, da tukaj bom dodal kar najprej prodekana Gašperja, ki bo najbrž znal povedati več. Jaz ne vem, kako bomo izvedeli izpit septembra. Lahko povem, kako smo to lansko leto izvajali. Torej, izbirni izpit za kandidate iz Slovenije je potekal fizično na fakulteti, izbirni izpit za tujce je potekal spletno. Zdaj, kar se izboljšave ocen z prve stopnje tiče, to žal ne gre. Veste, dobite diplomo, dobite prilogo k diplomi, dobite izpis vaših ocen, dobite končno izračunano povprečno oceno in to je tisto, kar lahko potem upoštevamo kot eden od kriterijev pri izbiri za vpis na drugo stopnjo. Tega se žal po diplomiranju ne da več popraviti. Zdaj, kako hitro so rezultati znani, kako hitro obvestimo študente, ali so sprejeti ali ne. Zdaj, če je treba do 15. septembra diplomirati in takrat oddati v resnici materijale, ki dokazujejo, s kakšnim uspehom ste diplomirali, kakšen dan, dva potem bi vas morali obvestiti. Zdaj, kot sem rekel, tukaj je včasih težava z tistimi kandidati, ki so neposredno pod črto, tam morda še kakšen dan počakamo in jim ne rečemo, da ne, niste sprejeti, ker se zmeraj najde še nekaj kandidatov iz zgornjega dela lestvice, ki se odločijo za vpis na kakšno izmed drugih fakultet. Sem kaj pozabil, Miha?
Kdaj bo, če bo sploh izbirni izpit, bo verjetno jasno. Torej to bo jasno v prvih dneh septembra, torej če so prijave do 31. potem v prvih dneh septembra to objavimo. Seveda imamo vse možnosti, lahko je izbirni izpit samo na multimediji, ni pa izbirnega izpita na smeri računalništvo in informatika. Ali pa obratno, torej kateri študijski programi bodo imeli izbirni izpit, je nekaj, česar ne moremo napovedovati vnaprej. Vse kombinacije so načelno možne. Eno vprašanje, ki ga tudi tukaj vidim, je, kako zdaj rangirati kandidate, ki so prijavljeni na 2 programa ali pa na 2 smeri. Zdaj upoštevamo prvo željo ali upoštevamo boljšega kandidata. V primeru, ko bo omejitev vpisa na obeh smereh, konkretno tukaj je vprašanje o računalništvu in informatiki in podatkovnih vedah, ko je omejitev vpisa na obeh smereh, potem bomo izbirali boljše kandidate, torej tisti, ki bo imel na lestvici višjo oceno, bomo pogledali, v kater koš ga lahko spravimo in upoštevamo njegovo prvo željo. Če pa na eni smeri ne bo omejitve vpisa, potem pa seveda tisti, ki bodo za prvo željo takšno smer izbrali, bojo vpisani, šele potem bomo morda preostala prosta mesta nadomestili s tistimi kandidati, ki so kandidirali za drugo smer, pa bili tam neuspešni. Vprašanje je bilo potem še, se pravi, kako se pripraviti na te izpite, kje dobiti gradiva, kako naj se pripravljajo študenti, ki ne prihajajo z FRI-ja. Katalog znanj, vzorci nalog so objavljeni, torej načelno je tudi literatura objavljena, zdaj pa resno računati, da bo kandidat, ki se vpisuje na računalništvo na 2. stopnjo, ki je recimo študiral na fakulteti za strojništvo, v detajle preveril recimo knjigo Kononenka Programiranje in algoritmi ali pa Kormena, to je ena taka 7 centimetrov debela knjiga, ne gre za to. Torej, tukaj gre bolj za to, ali poznate neke osnovne algoritme, a znate iz neke psevdokode razbrati, kaj ta algoritem počne. Na ta način imamo zastavljen ta naš izbirni izpit in konec koncev želimo, da je naš drugostopenjski študij računalništva odprt za dobre študente tehničnih fakultet, ki niso nujno računalniške fakultete. Mi si želimo dobiti dobrega inženirja gradbeništva, ki je diplomiral na 1. stopnji in bi nadaljeval študij na 2. stopnji računalništva. Mi ne bi želeli z izbirnim izpitom takšnih kandidatov odvračati. Gašper, ko govorimo ravno o študentih, ki prihajajo tudi z drugih fakultet, so tudi nekaj vprašanj bilo v zvezi z potencialnimi diferencialnimi izpiti. Kako je s tem, mislim, da eno vprašanje je bilo za primer družboslovja, pa tudi za primer nekoga, ki prihaja z mariborskega FER-ja. Torej, če prihajate iz FER-ja in boste diplomirali iz računalništva, iz informatike ali iz nekega sorodnega področja, potem se seveda lahko z vašo prvostopenjsko diplomo vpišete na drugostopenjski študij računalništva in informatike. Predpostavljam, da govorimo o tem programu, o tej smeri. Zdaj, če ste študent družboslovne fakultete, potem bi načelno morali upravljati diferencialne izpite iz programiranja diskretnih struktur, osnov digitalnih vezij, 5 predmetov in navedenih, oziroma osvojiti bi morali ta znanja v sklopu vašega prvostopenjskega študija. Zdaj, te diferencialne izpite v resnici pri nas razumemo tako, študent opravlja te predmete in to traja v bistvu celo študijsko leto. Kar se večkrat zgodi, je, da študentje, ki razmišljajo vnaprej,
študirajo recimo ekonomijo in jih zanima, da bi šli na drugostopenjski študij računalništva, v sklopu svoje prve stopnje izbirajo kakšne splošno izbirne predmete z naše fakultete in potem v bistvu opravijo te obveznosti diferencialnih izpitov, usvojijo ta znanja, ker so te predmete že naredili. Zdaj, kar se tiče multimedije, gre za malenkost drugačne diferencialne izpite, programiranje 1, programiranje 2, uvod v multimedijske sisteme, komunikacijske sisteme, recimo študij kognitivne znanosti ali pa uporabne statistike pa ne postavlja nobenih vstopnih pogojev, kateri profili diplomantov sploh lahko pridejo na tak drugostopenjski študij. Dovolj je, da imate prvostopenjski študij pod streho v obsegu 180 kreditnih točk. Hvala. Zdaj, ko smo govorili o tem, kakšni so pogoji za študente, ki prihajajo z drugih fakultet, še eno vprašanje, ki se zastavlja verjetno kakšnemu tudi Frijevcu, in ga je nekdo tudi tukaj zapisal, kakšna je uspešnost študentov z visokošolskega programa napram študentom univerzitetnega, ko se vpišejo na magistrski študij, oziroma so tudi kakšne omejitve države. Zdaj, dober študent je dober študent, ne glede na to, ali prihaja iz visokošolskega študijskega programa ali pa iz univerzitetnega študijskega programa. Če ste odličen študent na VSŠ programu, boste ravno tako cveteli na drugostopenskem študijskem programu. Ravno letos je eden od takšnih študentov dobil univerzitetno Prešernovo nagrado za svojo magistrsko delo in zdaj nadaljuje študij na 3. stopnji. Zdaj, ne gre za to, da bi poskusili se z domnevno lažjim visokošolskim strokovnim študijem lažji prebiti na drugostopenjski študij, ampak bolj zato, da je v tistem trenutku, ko je razmišljal, kaj bi študiral na 1. stopnji, si mislil, da bi bil ta visokošolski strokovni študij, ki je domnevno bolj praktičen, njemu bolj pisan na kožo. Torej, znaten delež visokošolskih strokovnih študentov, diplomantov tega našega programa vstopa na drugo stopnjo, in če so to dobri študenti, ki so pripravljeni tudi na 2. stopnji grist, potem so ravno tako uspešni. Hvala. Sedaj pa mogoče gremo na, bom rekel, ravno vsebinsko vprašanje, ampak malo v drugo smer, in sicer vprašanje je bilo nekaj o samih modulih. Ne vem, bo mogoče tukaj Matej lahko kaj pomagal, in sicer vprašanje je bilo, kdaj se izbira te module, ali je te module možno potem tudi spreminjati, si predstavljam verjetno v 1. oziroma v 2. letniku. Vprašanje je bilo pol dodatno še, ali se lahko izbere tudi module, oziroma gre tukaj za predmete z 1. stopnje, ki jih nekdo še ni poslušal, in pa ali so kakšna predznanja potrebna, da nekdo sploh izbere posamezen modul. Ja, pri izbiri modulov morate biti pazljivi. Prav, ko izbirate nek modul, se treba pogledati predmete, vsebino predmetov, njihov opis. Na spletnih učilnicah imamo tudi malo bolj podrobno napisan, kakšna je težavnost posameznega predmeta v modulu, tako da dobite celo sliko. In na podlagi te slike se morate odločiti. Modul tekočega letnika izberete na začetku letnika. Tipično ne dovoljujemo zamenjav modulov med izvajanjem semestra. Kar se tiče predznanja, gotovo so nekateri predmeti v nekaterih modulih predpostavljajo neko predznanje. In tisto predznanje morate usvojiti tako ali drugače. Se pravi, ko berete opise predmetov, pogledajte, kaj zahtevajo, in to upoštevajte pri izbiri. Zdaj, ali si preberete neko literaturo, da usvojite to znanje, ali pa ta modul izberete v 2. semestru, v 2. letniku, pa v 1. letniku izberete nek predmet,
ki vam pomaga osvojiti tista osnovna znanja. Zdaj v sklopu splošne izbirnosti lahko izbirate nekatere predmete iz prvostopenjskih modulov. Tako da lahko pridobite neka osnovna znanja. Tok. Okay. Hvala. Mogoče sam še jaz vskočil čisti iz organizacijskega stališča. Teh modulov je veliko in včasih smo potem primorani module postaviti na urnik, tako da se prekrivajo. Torej, če na tem drugostopenjskem študiju kumulativno, se pravi, skupaj izberete 3 module, mogoče ne morete čist poljubnih 2 od teh 3 izbrati v prvem letniku, pa 3. v drugem, ampak ker bi se mogoče prvi in drugi modul prekrivala, bi morali 1. pa 3. izbrati v prvem letniku, pa 2. šele naslednje leto. No, izberejo lahko, samo se bojo pa prekrivali predavanje, oziroma ne moramo zagotoviti, da se ne bojo prekrivali. Se pravi, tehnično lahko izberejo, ampak ne moramo pa zagotoviti neprekrivanje. Eno vprašanje je še bilo glede izvedbe vaj, in sicer ali se vaje izvaja tako, da se pač snov utrjuje in predstavlja, ali gre predvsem za to, da se da naloge, ki jih morajo potem študenti opraviti. Ja, pedagoški proces je tako zasnovan, da ima smisel, ne. Nima smisla, da nekoga obremeniš samo, da dela nekaj za to, da dela. Pedagogi se trudimo zastaviti vaje na ta način, da utrjujejo snov, ki jo obravnavamo na predavanjih. Tako da seveda je v tej smeri. Hvala, Matej. Zdaj pa je vprašanje sicer še za program Multimedia, tako da bom tukaj povabil zraven še kolega Matevža Pogačnika z Fakultete za elektrotehniko, ki je prav tako z nami in bo odgovarjal na to vprašanje namesto Matije Marolta, ki je mogel medtem na druge obveznosti. Tako da samo da še priklopim Matevža. Živjo, Matevž. Vprašanje je bilo, ali je lahko mentor, potem se pravi tudi pri magistrski nalogi, nekdo z Fakultete za elektrotehniko. Odgovor je ja, lahko. Mentor lahko pride z Fakultete za elektrotehniko ali pa z Fakultete za računalništvo in informatiko. To se bodo potem bodoči magistranti verjetno bolj odločali, glede na to, katera področja jih najbolj zanimajo, in seveda si z teh področij poiskali ustrezne mentorje. Tako da tukaj ni nobenih omejitev. Potem je bilo pa tudi vprašanje, sicer ne vem, ali boš ti najboljši naslov za to, ampak vendarle, ali je program družboslovna informatika, ki ga izvajajo na FDV-ju, se pravi Fakulteti za družbene vede, spada med vpisne pogoje za drugostopenjski program Multimedia. Vpisne pogoje, torej iz prve stopnje se lahko prepišejo k nam tudi mislim, da iz tega študijskega programa, pri čemer morajo izpolniti tiste pogoje, kot jih je prej prodekan povedal, glede teh predmetov, ne, pa diferencialnih izpitov. Verjetno je vprašanje, kakšne predmete so dejansko delali in ali se jim kaj prizna. To je potem verjetno treba pogledati, Gašper. Ja, to je treba. Gašper? Torej, primera še nismo imeli, da bi se nekdo iz družboslovne informatike vpisoval na študij multimedije, ampak če ima v svojem programu dovolj programiranja, komunikacijske sisteme in uvod v multimedijske sisteme, vsaj za ta predmet sumim, da ga nima, potem ne bi bilo potrebno upravljati diferencialnih izpitov, ampak kot sem rekel, zelo verjetno bo vsaj ta predmet uvod v multimedijske sisteme manjkal v predmetniku ali pa manjkal v vsebini. Gašper, če smem dopolniti, ravno kar sem zvedel, da smo imeli tak primer že in da so dejansko potem delali te diferencialne predmete. Tako da, kot si rekel, teh predmetov vseh ni tam in se pa da seveda s temi diferencialnimi to noter narediti. Okay. Vprašanje je še bilo, pač zastavljeno je bilo, se pravi prav za program Multimedia, ali je možna izmenjava v drugem letniku in pisanje diplome
medtem ko je nekdo v tujini. Najbrž s tem ni težav ali pač. To je precej standardni postopek, ne? Da študent v drugem letniku odide na izmenjavo. Potem velikokrat to magistrsko nalogo zastavi bodisi tako, da mentor iz tujine sodeluje kot somentor pri tej magistrski nalogi, ali pa tudi, da v času izmenjave v tujini dela na magistrski nalogi, ki jo ima prijavljeno izključno na članicah Univerze v Ljubljani. Prav. Matevž, imaš ti mogoče še kakšno stvar, ki se ti zdi vredno povedati, pa nismo izpostavili, glede na to, da je prej Matija predstavljal? Matija je zelo dobro predstavil študijski program. Mogoče je ena stvar, ki je sam še za dopolniti, ker je multimedija zelo interdisciplinarna, se pravi, so različna področja noter, ampak ne glede na to, študenti, ki se vpišejo na ta študijski program, imajo možnost sodelovanja na zelo konkretnih projektih, industrijskih projektih. Veliko delamo z industrijo in lahko tudi skozi to, bom rekel, najdejo kakšno zanimivo področje, ki jih zanima. Se pravi, ne samo, da so vaje, utrjevanje nekega znanja iz predavanj, veliko imamo tudi konkretnih projektov z tega področja multimedija. Tako da se mi zdi, da bo to lahko zelo zanimivo. Hvala. Tako, zdaj pa eno vprašanje še je bilo v bistvu že zastavljeno na začetku, pa tudi zdaj še enkrat, pa seveda ga je, mislim, da vredno izpostaviti, in sicer so številke o vpisu v preteklih letih in kakšen je bil osip oziroma koliko je bilo, ali je bilo premalo vpisnih mest in kakšne so bile te številke. Zdaj, jaz sem prej z kolegom iz referata pridobil nekaj številk, in sicer v lanskem letu je bilo vsaj z prve želje na program računalništva in informatika prijavljenih za vpis 158 študentov zainteresiranih, na program podatkovne vede, Data Science 39 in pa na program Multimedia 17. Ampak to govorimo o študentih, ki so bili prijavljeni z prvo željo. Nekateri od teh so imeli, se pravi, tudi drugo in tretjo željo v različnih kombinacijah. In verjetno so bili potem tudi vpisani v različnih kombinacijah glede na rezultate. Gašper? Mogoče te popravim. To je prva želja glede na študijske programe na FRI. Še enkrat, vsak tak kandidat je lahko imel v ognju še 3 programe na fakulteti za elektrotehniko, čeprav imajo, mislim, da samo 2, pa 3 na fakulteti za matematiko in fiziko, in na vsaki od teh fakultet svojo prvo željo. Torej, čez prst mislim, da je v tem seznamu okrog 158 kandidatov, ki smo jih vpisovali na dobrih 70 vpisnih mest, potem odpadlo ali pa ni bilo sprejetih okrog 30 kandidatov, ampak ne me zdaj tukaj za besedo prijeti. Torej, da je bilo že nad črto tako veliko število študentov, ki so se vpisali poprej na kakšnega od drugih programov, na kakšni drugi članici, da ta ovira ni bila tako visoka, kakor se zdi iz teh tvojih bruto številk, ki si jih na začetku omenil. Prav, hvala. Sedaj, mislim, da nekako smo pokrili večino teh vprašanj. Zdaj, prišlo je še eno, ali je bil še primer študenta s končanim študijem družboslovna informatika s FDV in je šel na program računalništva in informatika. Torej, to se spomnim, tukaj smo določali diferencialne izpite. Tega se pa spomnim. Prav. Se pravi, tukaj gre tudi za študenta mogoče najboljše, da se direktno obrne na referat in preveri, kateri bi ti diferencialni izpiti bili. Tako, ja. Mogoče tukaj v te podrobnosti ne spuščamo. Sedaj,
če ima še kdorkoli od skrbnikov kaj za dodati, če ne pa lahko damo besedo še študentom, ukolikor želi kdo v živo kaj vprašati. Naj samo še pripomnim, da študenti, ki vas zanima program podatkovne vede, bodo čez 2 minuti nekje začeli z ločenim dogodkom na Zoomu. V chatu imate tudi link, ki ga je prej poslala kolegica Vesna Gračner. Tako da za tiste, ki vas mogoče zanima program podatkovne vede, se bo tista student Q&A začel v kratkem. Za ostale pa, vkolikor imate kakšno vprašanje, vabljeni, da ga zdaj tudi vprašate, lahko vprašate v živo. Imam eno vprašanje. Če se mogoče ve za kognitivno znanost, v kakšnem razmerju smo študentje FRIA upisani v primerjavi z ostalimi, ki imajo ponujen ta magistrski program? A sva 2 študenta iz FRIA, pa so si ostali iz drugih, ali je več FRIjevcev, ali nekako tako nam zanima? Diplomanti prve stopnje FRI res v približno takšnih številkah, kot ste jih omenili. 2 študente, 3 študenti na leto se vpišejo na program kognitivne znanosti. Hvala lepa. Če je še kakšno vprašanje, kar predlagam, da vklopite mikrofon pa vprašate. Ja, mene pa zanima, če je dovoljeno nek predmet iz modula zamenjati s kakim drugim izbirnim predmetom. Torej ne, moduli so nekako celote, kjer je potrebno celoten 4-predmetni modul upraviti, oziroma 3 takšne. Nekaj fleksibilnosti je v resnici bilo zgolj zaradi tega, ker je eden od predmetov enega modula pred časom živel na prvi stopnji, je bil med prvostopenjskimi predmeti in tisti študentje, ki so ta predmet poslušali na prvi stopnji, so potem lahko na drugi stopnji iz tega konkretnega modula ta predmet nadomestili z drugim strokovno izbirnim predmetom, sicer pa ne. Hvala. Ukolikor imate morda še kakšno vprašanje tudi za študenta, tukaj sta z nama Žana Juvan pa Lojze Žust, mogoče lahko tudi onadva podata še kakšno vprašanje, čisto praktično, ki se vam zastavlja. Medtem ko čakamo, če se še kdorkoli opogumi, vprašanje še prišlo, ali se je možno prepisati iz magistrskega študijskega programa na FERI-ju na FRI in če se potem priznajo kakšni predmeti. Torej, tukaj imamo zdaj 2 možnosti. Bodisi se vpišete v prvi letnik. Če se vpisujete v prvi letnik, seveda pogledamo, kakšne predmete ste že opravili na tem vašem študiju na FERI in takšne predmete vam potem, kolikor se le da, priznamo. To, da bi pa na FERI zaključili prvi letnik in se potem vpisali v drugi letnik na Fakulteti za računalništvo in informatiko, pa zelo, zelo verjetno ne bo šlo skozi ravno zaradi precejšnjega neujemanja teh študijskih programov. Res, da bi bili v takšnem primeru fleksibilni, torej fleksibilni v tem smislu, da morda bi na FERI opravili 2 predmeta iz enega modula in en predmet iz drugega modula, in če bi potem želeli dopolniti predmetnik, tako da bi magistrirali na FRI, bi seveda morali takšne module dopolniti z manjkajočimi vsebinami.
ampak da bi 60 kreditnih točk iz FERI-ja priznali za 60 kreditnih točk na FRI, to pa zelo, zelo, zelo redko bi se kaj takšnega zgodilo. Torej študentom tudi na prvi stopnji, ki nekako 2 leti že študirajo recimo na FERI, svetujemo, pridejo po izvedbe, k nam svetujemo, da dajte zaključiti ta študij na matični ustanovi, na FERI-ju, ker se v primeru prepisa res nekaj teh vaših opravljenih obveznosti lahko zgubi. Vprašanje je še, ali diferencialni izpit oziroma dodatni izpiti obstajajo tudi za študente upravne informatike, ki bi se želeli vpisati na magistrski študij. Torej, študente upravne informatike smatramo za naše študente in upravna informatika ne bi bila študij, ki je tudi računalniški študij. Torej, niso potrebni diferencialni izpiti, če se vpisujete na računalništvo in informatiko. Hvala. Tako, zdaj še zadnja možnost za kakšno vprašanje, oziroma če še kdorkoli od skrbnikov bi rad kaj dodal. Sicer bomo počasi zaključili tole srečanje. Prav, jaz se lepo zahvaljujem vsem udeležencem, vsem, ki ste predstavljali programe in vpisne pogoje, in hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega srečanja. Vsem želim, da uspešno zaključite študijsko leto, da uspešno diplomirate, vkolikor še niste, in da se seveda tudi uspešno vpišete na drugo stopnjo in da se, če ne prej, vidimo, pa res upam, da v živo, jeseni na fakulteti. Tako da recimo, da to je, mislim, skupna želja vseh. Tako da lepo pozdravljeni in srečno. Nasvidenje.